Sweatshop coming through, so everybody move over. No sir, don't worry at all. We're gonna break the mold and shake the whole game so surely they'll fall. So everybody move over. No sir, don't worry. Zakaj Maribor potrebuje novi skatepark? Zato, ker obstaja ena kritična masa ljudi, bom rekel masa ljudi vseh generacij, od otrok do mladine, do nas starejših, ki krvavo potrebujejo takšen prostor, predvsem za druženje, potem pa normalno za treniranje vseh športov, ki jih deca izvajajo, ali rekreativno oziroma ali tekmovalno. Na socialnem omrežju sem zasledil eno polemiko o enem podjetju, ki izdeluje objekte za skateparke brez na nek način, da bi se posvetovalo za skaterji in zelo neprofesionalno. Je to isto podjetje naredilo tudi ta skatepark? To podjetje se ukvarja, bom rekel, profesionalno, tudi sodelovali so z določenimi skaterji, tako kot tudi recimo z mano pa z Luko Penom, ampak zadeva je pač takšna, da obstajajo firme, ki delajo bolj kvalitetne skateparke, pa ki so bolj fleksibilne in grejo v tako zgodbo, da naredijo up-to-date skatepark, na katerih lahko izvajaš novodobne trike, pa lahko tudi delaš recimo mednarodna tekmovanja in tako dalje. Ta skatepark je dotrajan, je izjemno nevaren, na mesto betona, recimo gladkega betona, imamo asfalt, kjer ko padeš se lahko recimo kar lepo fajn poškoduješ, objekti so nevarni, nimajo ravno ta pravih oblik, dimenzij in tako dalje, pa dotrajani so, pa old school objekti so. Mislim, da so takrat sodelovali eni skateri, mislim, da je bil Tomi Oblak zraven, ampak pač je bil, bom rekel, bolj Greenhorn, pa da niso toliko upoštevali takrat občinski veljaki. Mislim, da je to v času Soviča nastal tale skatepark, kar je super, da smo ga dobili, ampak poanta je, da takrat smo se učili, ne? Zdaj pa imamo vse potrebno znanje, da vemo, kakšen park naj naredimo, če ne drugo, samo se obrnemo pa pogledamo, kakšen park stoji v Gorici, v Novi Gorici in vemo, kam v bistvu bi morali stremeti. In kot drugo največje mesto v Sloveniji, mislim, da bi ga morali imeti, sploh pa, ko smo blizu Gradca, kjer je skaterska in bajkerska scena izjemno dobro razvita. Arjaš tistim, ki pravijo, da je v bistvu za tako malo državo, kot je Slovenija, skatepark v Novi Gorici čisto dovolj? V bistvu ni dovolj, ker jaz rabim 2 uri pa pol ali pa koliko, da pridem do Nove Gorice. Medtem ko mesto, tako kot sem rekel, mesto Maribor z 120 tisoč prebivalci za okolico, enostavno taki park potrebuje, ker sem že prej na začetku povedal, obstaja kritična masa otrok. No, se mislim, da se danes tudi. Danes pa tudi. Pa še podporo smo dobili iz cele Slovenije, kar pomeni, ne vem, zakaj bi se mi morali voziti v Gorico, če pa mi lahko naredimo park, pa vozimo vso Slovenijo, vsem hkrati pa še vse ostale države. Zadnje čase smo priča nekim iniciativam, ki vzamejo stvari v svoje roke, če je občina neposlušna. Vem, da vi zaenkrat apelirate na občino, ampak obstaja možnost, da tudi vi vzamete stvari v svoje roke in mimo občine naredite nov skatepark? Iz finančnega stališča je izjemno težko. Mislim, da pa pač občina bi morala, pa vse za zdaj kaže neke indice, bomo rekel, neke interese, da bi nam tukaj pomagala. Konec koncev se tudi vse trenutno zdaj župan nekako javno zavezal na prvi okrogli mizi, ko smo imeli problematiko skateparkov v okviru festivala Refresh lani septembra. In zdaj nekako je začela komunikacija se tukaj spostavljati z občino. Nekako cilj je, da bi prišli z to temo, s to polemiko na sejo mestnega sveta, mislim, da je 7. julija, in takrat, da bi nas mogoče večina mestnih svetnikov podprla to zgodbo, da pač enostavno vsi ti ljudje, mladi in starejši, potrebujejo takšen prostor za izvajanje, za šport, kakor tudi za druženje. In kaj naj rečem, in to poanta v bistvu te iniciative, kampanje Maribor za skatepark je samo to, da približamo naš način življenja, naše športe širši javnosti. Konec konca, ne nazadnje, bordanje, deskanje prostega sloga je postala olimpijska disciplina, mogoče bo ratalo tudi rolkanje, BMX-anje, v vsakem primeru je pa skatanje četrti najbolj razširjen šport na svetu. Tako da to že samo po sebi priča o nečem. In postal je to šport mainstream, kjer v Ameriki lahko
govorimo o atletih, skaterskih atletih oziroma skaterskih Ronaldih, pa Mesijih, pa tak dalje, ne. Tako da tukaj v Evropi se pa tudi to razvija v eno lepo smer, pa če v bistvu vlečem sporednice, scena in parki in tekmovanja v državah, ki so se kasneje vključile v Evropsko unijo, so mnogo na višjem nivoju kot pa recimo pri nas v Sloveniji. Lahko izpostavim tukaj Slovaško, Češko, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Pa še Hrvaška nas nese. Maribor za skatepark. 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 Ok. Maribor za skatepark. 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 Maribor za skatepark.